živijo, dobrodošli v oddaji Ambienti. V današnji oddaji si bomo ogledali obnovljeno študentsko stanovanje in leseno montažno hišo, zgrajeno iz trajnostnih naravnih materialov, ter vprašali strokovnjaka, kako je treba pravilno prezračevati stanovanje. Sono arhitekti so zasnovali moderno hišo, ki lastnikom ustreza s funkcionalnim tlorisom. Interier je preprostih linij iz naravnih materialov in z dodatki, ki dajo domu čar in toplino. Enodružinska hiša v okolici Ljubljane je primer modernega dizajna, polnega naravne svetlobe in zgrajenega iz trajnostnih naravnih materialov. Glavni koncept predstavlja 3 volumne, ki so postavljeni v trikotno kompozicijo. Dinamična oblika pritličja je pokrita z ravno streho, zgornje nadstropje pa je zaključeno z dvokapno streho kot stanovanjska arhitektura, ki prevladuje v okolici. Marles je najstarejši in največji proizvajalec lesenih montažnih objektov v Sloveniji. Več kot 70% hiš gradijo v tujini. Posvečajo se tudi domačemu trgu. Večinoma gre za gradnjo individualnih hiš, prilagojenih potrebam in željam posameznemu kupcu, gradijo pa tudi velike javne objekte, kot so vrtci in šole. Gospod Bogdan, prve Marlesove hiše so bile postavljene pred več kot 50 leti. Kako so se spreminjale skozi desetletja? Prve Marlesove hiše so bile tipsko zasnovani objekti, ki so pa nudili maksimalno udobje in dejansko racionalno razporeditev prostorov, ki so omogočile svojim uporabnikom maksimalno komoditeto. V zadnjem obdobju, zadnjih 15 ali pa še bolj 10 letih, so pa to vse bolj individualno zasnovani objekti, prilagojeni individualnim željam in potrebam slehernega naročnika. Zato danes v bistvu izdelujemo skoraj samo individualno zasnovane objekte, pri čemer posebno pozornost namenjamo materialom, ki so vsi po vrsti ekološko sprejemljivi in ljudem ter bivanju prijazni. In dejansko je to naša usmeritev, ki jo zasledujemo tudi v prihodnje. Marles slovi po visoki kvaliteti, ste prejemniki številnih certifikatov, katerih? Mislim, da ima Marles vse najpomembnejše certifikate in znake kakovosti z področja montažne lesene gradnje v Evropi ali pa vsaj v srednji Evropi. Na prvem mestu bi tukaj izpostavil Evropsko tehnično soglasje oziroma Evropsko tehnično oceno, po domači CE znak, s katerim dokazujemo mehansko trdnost in obstojnost ter požarno varnost naših objektov. Nadalje sta zelo pomembna certifikata Passivhaus inštituta iz Darmstadta v Nemčiji. In sicer imamo pridovoljena 2 certifikata, eden je za pasivni konstrukcijski sistem, ki ga uporabljamo pri naši gradnji, drugi pa je za dejansko izveden objekt. Ob boku tem certifikatu bi lahko postavili tudi švicarski certifikat Minergie za nizkoenergijsko gradnjo. Imamo pa tudi seveda številne nacionalne znake kakovosti, med katerimi velja izpostaviti nemški U-znak in pa avstrijski UA-znak. Po eni strani imate zelo kvalitetne materiale, po drugi strani so pa za kvalitetno izvedbo hiše potreben kvaliteten kader. Začne se verjetno pri arhitektih. Imate svoje arhitekte ali najemate zunanje? V bistvu oboje. V Marlesu imamo lasten arhitekturni biro, se pravi, pri nas se lahko oglasijo vsi kupci, neposredno pridejo do nas in z našimi arhitekti sami razvijajo svoje bivanjske rešitve za osnovo svojega doma in dejansko dobijo tukaj celostno podporo in celostno storitev. Že bežen pogled na našo spletno stran www.marles.com pove, da pri svoji gradnji ne upoštevamo in ne priznavamo arhitekturnih omejitev in da sodelujemo s številnimi priznanimi arhitekturnimi biroji. Našim kupcem ponujamo celostno rešitev od arhitekturnega biroja, ki sem ga že omenil, kjer dejansko lahko poskrbimo za izdelavo idejnih zasnov. Arhitekturni biro poskrbi tudi izdelavo celotne PGD, PZI dokumentacije, za naše stranke pridobimo gradbeno dovoljenje, seveda imamo potem lastno proizvodnjo, v kateri izdelamo objekte in pa potem dejansko te objekte zmontiramo na samem gradbišču, na samem delovišču in z našimi preverjenimi stalnimi kooperanti poskrbimo za izdelavo objekta na ključ, se pravi, da je možna vselitev, vse skupaj pa nadzorujemo z našimi vodji gradbišča. Je šla po tem postopku tudi gradnja te hiše
Hiša, ki je tukaj zraven naju, je dejansko individualni zasnovani objekt. Zasnoval ga je eden izmed najbolj priznanih arhitekturnih birojev po izboru investitorja. Nato pa smo skupaj z arhitekti in investitorjem izvedli še določene tehnološke rešitve in izvedli objekt. Poskrbeli smo tudi za večino obrtniško-inštalacijskih del, nekaj pa sta jih izvedla investitorja v lastni režiji. Mislim, da stojimo pred eno najlepših hiš, ki smo jih do zdaj pokazali v naši oddaji Ambienti, tako da čestitke. Hvala lepa. Les nastopa kot osnovni konstrukcijski element in hkrati dopolnjuje fasado in stavbno pohištvo, prevladuje pa tudi v notranjosti. Gospod Dejan, taka hiša zagotovo zahteva pohištvo po meri. Ja, seveda, vsaka hiša zahteva nekaj posebenega za vsakega naročnika. Pri tej hiši smo mi v bistvu se lotili projekta tako, da ostanemo na čistih linijah, enostavni materiali. Uporabili smo bolj nežne tone barv, sivo pastelne, hrast v termični obdelavi, natur obdelavi, bolj v kopalnicah. Pri vsakem projektu, ki se ga mi lotimo v naši firmi, uporabljamo, če se le da, pohištvo iz industrije. Se pravi, da zagotavljamo zelo, zelo visoko kvaliteto. Mi rečemo temu industrijsko preprosto zato, ker v industriji uporabljajo robotizirano proizvodnjo. Pomeni, da imamo lak na vodni osnovi, s tem imaš večjo odpornost materijala, UV odpornost. Potem imamo notranjosti omar vedno dvojne debeline polic, da se to ne poveša skozi leta. Tudi fronte omar so vedno dvojne debeline. In vse to v bistvu vodi v visoko kvaliteto, hkrati pri montaži ne uporabljamo nobenih lepil, pohištvo je sestavljivo, torej je brez vonja. Zanimivo se mi zdi pri kuhinji ta močen kontrast, po eni strani bele delovne površine, potem pa črna jedilna miza s črnimi stoli, potem seveda spet bele stene in tako naprej. Skratka, zelo močen kontrast. Ja, tukaj smo v bistvu šli za nalaž, da ni, kada bi rekel, bela kuhna, bel pult, bela miza, bela omara, to je to. Tukaj smo šli v bistvu to, da je naročniku bil zelo všeč ta termično obdelan hrast, to je ta temnejši hrast, in smo šli na to mizo z temnim podnožjem in že avtomatično na to mizo pašejo črni stoli in malo razbije, da narediš malo kontrasta, kar se je pa vse skupaj pol poudarjalo tudi za steno za knjižnim regalom, ki je tudi zelo temen. Smo dali zelo temen kamen, tako da potem lepo pride vse do izraza in tudi, da se malo ta stena sveti. Tudi recimo industrijsko pohištvo je zelo pomembno, sploh iz vidika kuhinj. Recimo v tem primeru smo šli kuhinjo z povsem novo površinsko obdelavo. To se imenuje super mat obdelava, ki je zelo taka svilnata, gladka. Deluje kot da je brušeno. Skratka, po analizah, ki so mi dobili od, bom rekel, proizvajalca, je ta površina, ki je bolj brušena, svilnata, lažje začistiti. Zelo priročna je tudi zato, če ima stranka temno kuhinjo. Včasih si dal temno sivo ali pa črno kuhinjo, ali pa tudi če je bela in si videl vse prstne vtise. V tem primeru se to ne vidi, je enostavno začistiti. Pri kuhinji je zelo pomembno, da so vlagoodporni materiali, se pravi tako fronte kot notranjost. Ponavadi, ko ti zlagaš stvari, posode iz pomivalnega stroja, daješ noter v predale, je skoraj vedno nekaj vlage. In recimo, če tukaj vlaga teče, ne bo nikoli fronta se razcvetela, tako da bomo rekli, da ima to naročnika do kokršta. Skratka, je zelo, zelo kvalitetno. Pri otroških sobah je tako, da mora biti varno za otroka, spet imamo tukaj certificirano, da ni nobenih vonjav, je iz recikliranega lesa, ni ostrih robov, zelo moderne linije, velik izbor barv. Tudi postelja, recimo imaš dvojne debeline stranic, kovinsko oplaščeno, da če otrok kaj poskakuje, kar recimo ne bi, ampak da se to ne razmaje. Recimo pri kopalnicah smo pa glede na to, da je keramika, bom rekel, pastelno siva ali pa majčkeno, bom rekel, zemeljske barve,
smo šli na zelo enostavno, se pravi spet hrast natur v kombinaciji z površino kompakt, sploh v otroški kopalnici, ker kompakt je vlagoodporen in če otroci kaj polijejo, puščaš kapljice, je lahko nevarno, da bi se kaj razcvetelo. Pri kopalnici od staršev smo šli pa na termično obdelan hrast, pa tudi površino, kjer stranko opozoriš, da je treba biti pozoren na kapljice, ne smejo ostati, ne vem, za kakšen teden, dva, ker se lahko potem počasi razcveti. Pri tej hiši, kakor sem rekel, smo šli zelo preprosto, enostavne materiale, linije. Dodali smo veliko dekorja, ki potem seveda da pravo toplino domu in zapolni, ker če pohištvo, ko daš notri, da je brez vaze, brez nekih dekorjev, je pusto, ne pride prav do izraza. Pri tej hiši smo potem tudi dali malo piko na i na te črne, bom rekel, detajle, kakor so tramovi črni bili pa vhodna vrata, smo mi šli notri z črnimi okvirji od vrat, črne kljuke, črne vtičnice, stikala, določene luči. In skratka vse skupaj je potem pripeljalo do tega projekta, ki je za nas bil tako en velik izziv, ker je zelo moderna hiša in zahteva pač tudi take moderne linije, ne. Po oglasih si bomo ogledali prenovo majhnega stanovanja in strokovnjaka vprašali, zakaj in kako je treba prezračevati dom. V majhnem študentskem stanovanju je bila potrebna prenova predvsem zaradi nevšečnosti z vlago, ki je naredila škodo na pohištvu. Poglejmo, kaj vse je bilo potrebno storiti. Tole majhno, 28 kvadratnih metrov veliko stanovanje se nahaja v pritličju stare hiše. Zaradi vlage se je razvila zidna plesen, ki ne samo da škoduje strukturi zidu, temveč je resno nevarna tudi za človekovo zdravje. Gospa Marjetka, prenova tega luštkega stanovanja majhnega je bila potrebna predvsem zaradi napada vlage. Kako ste se jo uspeli rešiti in jo pregnati na nek način z tega stanovanja ven? To stanovanje smo najprej morali popolnoma izprazniti in večino stvari, ki jih je načela vlaga, odvrsti stran, s tem, da smo se lotili najprej sanacije sten. Stene so bile precej načete, sploh tam, naprimer pri postelji, kjer je bil stik obloge zelo tesen steno, se je napila ta obloga vlage in je povzročila tudi neprijeten vonj v prostoru. Tako smo tudi zaznali, da je prostor se res preveč usedla vlaga, ne, v prostor. Potem smo pa najprej te kritične stene se lotili tako, da smo odstranili ves omet, prišli do opeke, jo očistili, premazali z akrilom, dodali razne premaze proti vlagi. Velikokrat pa ne zadostuje samo premaz, ampak je treba stene najprej fajn presušiti, torej z zračenjem. In tudi, ko je stanovanje že zaključeno, ko so dela končana, moramo biti pozorni na to, da prostore redno zračimo in da pohištvo ne prislanjamo na tesen dotik z steno, kjer je možnost, da bi vlaga spet se pojavila, ne. Omenili ste, da ste del pohištva plesnivega morali zavreči, se pravi ste potem stanovanje do določene mere na novo opremili. Je tako, kot je bilo, ali je zdaj kako drugače? Pa v glavnem je ostalo isto. Od pohištva smo morali v celoti zamenjati majhno kuhinjico. Kot vemo, je to stanovanje za študenta, zato ne potrebuje velike kuhinje. Ohranili smo pograd, ki je namenjen raznim obiskom, ker je stanovanje v središču mesta in je zelo priljubljena destinacija. Seveda, državno študentsko življenje. Tako, smo pa odprli, tukaj je bil en šank v preteklosti, kjer je bilo prostora samo za 2 osebi, naprimer. Pa ne samo to, bil je rahlo dvignen in bom rekla, ne tako primeren za vse pisanje, tudi kakšen študij, ne. In sem se zato odločila, da to steno oziroma to zaporo tukaj podrem, ta šank, in smo raje se odločili za eno mizo, kjer je več prostora tudi za posedanje, zajtrkovanje ali pa tudi učenje, ne. Zdaj lahko 3 udobno sedijo za to mizo, ne? Tako.
Kako je pa z barvami? Ste ohranili iste barve? Videti je precej svetlo, tako pozitivistično. Tudi prej je bilo v toplih tonih, bolj oranžno obarvanih, ampak tukaj je pa zdaj prišel ta fant, ki je tukaj prebiva do svojega okusa in je zaželil si črno-belo kombinacijo, tako da smo tako tudi mu ustregali. No, stene niso črne, so sive, ker je vseeno prostor ni zelo svetel in bi bilo pretemno, če bi bilo to črno. Da se je verjetno dovolj, da se z detajli dobi ta efekt črno-belega stila. Igra teh drobnih detajlov, preproge, okrasov, tudi slik, fotografij je taka, da je čista prav ritem dala temu prostoru. In novo podobo tudi, ne? Kaj pa kopalnica? Je bila ta tudi potrebna prenove? Se je tam tudi vlaga zadrževala ali je bilo treba obnoviti že zaradi same uporabe? V kopalnici ni bilo toliko vlage, bila je pa tako mogoče malo preživeta v smislu same zasnove, imela eno staro tuškat, tudi barvno ne bi bila zdaj usklajena s to podobo in zato smo se odločili, da tudi tukaj naredimo eno majhno spremembo, zamenjali smo vse ploščice. Namesto tuškadi je zdaj notri seveda to, kar je zdaj zelo modno, je tuš za kanaleto, se pravi v tleh, odtok. Naš študent je dobil tudi eno luštno majhno omarico, kamor lahko shrani kozmetiko, dodatne stvari, ki jih potrebuje. Koliko stane ena taka prenova? Da si znamo približno predstavljati, koliko je treba nekega denarja vložiti za tako zadevo. Prostor res ni velik, tako da smo računali tudi to, da ne bo prenova toliko veliko stala. Glede na to, da smo zadržali pograd z vzmetnicami in pa posteljo, je bil tukaj že nek prihranek, smo za prenovo porabili okoli 4.000 evrov, s tem, da tukaj niso všteti gospodinjski in električni aparati. Je pa všteto delo ljudi, ki so upravljali ta nakupi, barve, vse ni bilo. Sam poseg v stene. Kvadratura ni velika, tako da smo pa tudi zelo pazili na vsak strošek, ker stanovanje je že bilo enkrat urejeno in je vlaga nas presenetila in tudi lastnika udarila po žepu. Poleg temperaturnega in svetlobnega ugodja je kakovost zraka bistven element bivalnega udobja. Strokovnjaka smo vprašali, kako pravilno prezračevati svoj dom in kakšne prezračevalne naprave so nam na voljo. Za stare stavbe velja, da je bivanje v njih kvalitetno, torej da so bivalni pogoji v njih dobri. Razlog za to je med drugim predvsem v tem, da se skozi špranje v oknih in pa tudi skozi gradbene konstrukcije izmenjuje dovolj zraka, da se te kvalitetni pogoji bivanja ustvarjajo. Ko stare stavbe toplotno izoliramo, predvsem pa jim zamenjamo okna, je potrebno spremeniti tudi navade bivanja v njih. Vkolikor prostorov v takih stavbah ne zračimo, postaje bivanje v takih prostorih utrujajoče, pojavlja se nasičenost zraka z vlago, ta vlaga kondenzira na toplotnih mostovih in pojavlja se na njih plesen, ki je, bi rekel, najpoglavitnejši pokazatelj slabih bivalnih razmer v prostoru. Kar je še hujše, pride do okvar konstrukcij stavbe, ki se pokažejo šele čez leta. Da bi zagotovili kvalitetne pogoje bivanja v takih stavbah, toplotno izoliranih, je potrebno prostore zračiti. Možna sta dva načina. Prvi je z naravnim prezračevanjem prostorov, to je z odpiranjem oken na stežaj. Prezračevanje zgolj z nagibanjem oken ni primerno, ker s tem pohlajujemo tudi gradbene konstrukcije stavbe. Prostore se zrači dovolj pogosto, skladno z intenzivnostjo bivanja v teh prostorih, 2 do 6krat, tudi 8krat na dan, po nekaj minut. Čas odpiranja oken je odvisen od zunanje temperature, nižja kot je, manj časa je potrebno imeti okna odprta.
V načelu poznamo dva načina nadzorovanega prezračevanja z vračanjem toplote. Prve so lokalne naprave, ki se uporabljajo predvsem v stanovanjih in pa v stavbah, kjer centralnega sistema ni možno vgraditi. Te se vgradijo v izvrtine v zunanjih stenah. No, tukaj imamo nazorno predstavljen en centralen sistem prezračevanja, ki je vgrajen na podstrehi. Lahko se ga uredi tudi na drugem mestu v stavbi, kjer je pač razpoložljiv prostor. Bistveno je, da je celoten sistem vgrajen znotraj toplotnega uvoja stavbe. Bistvo je v tej škatli, tukaj noter so vgrajeni ventilatorji, filtri in predvsem rekuperator. Potem sistem se sestoji tudi iz dovoda in odvoda zraka ven iz stavbe in pa dovoda in odvoda zraka znotraj stavbe. Tukaj so predstavljeni tudi dušilci zvoka, da se zvok same naprave ne prenaša po prostorih. Na tleh pa vidimo potem dovode in pa odvode zraka v in iz posameznih prostorov. Tukaj na tej napravi je vgrajen tudi sistem pohlajevanja zraka, vstopnega zraka v prostore v poletnih mesecih, ki pa se lahko uporabi tudi za predgrevanje vstopnega zraka v prostore v zimskih mesecih. Izkoristki takih naprav so nad 85%, z vgrajenimi sistemi za izrabo toplote okoliške zemljine pa dosegajo tudi 95%. Jaz sem arhitektka, projektantka, ki se že več kot 10 let ukvarjam s pasivno gradnjo. Tudi sama z familijo živim že 6 let v pasivni hiši. Iz bivanjskih izkušenj bi lahko rekla, da je pravzaprav samo prezračevanje največji plus pasivne hiše. V vsakih 2 urah se zamenja celoten zrak v objektu. Na ta način vedno živimo v svežem zraku. Ne pomeni, da mi oken ne smemo odpirati, ampak v bivanju samem več nimamo potrebe po tem. Filtri poskrbijo za kvaliteten zrak. V sami prezračevalni napravi imamo od grobih do finih filtrov. Fini filtri prevzamejo tudi najmanjše delce cvetnega prahu. Zaradi tega je tudi tako okolje idealno za alergike. Na 3 mesece je potrebno menjavati grobe filtre, fini filter pa na 2-krat na leto. Nekateri finega filtra sploh nimajo grajeno, bolj je želja potem, če želiš te mikroprah, cvetni prah zadržati, da ne prihaja v hišo. Cena na letni ravni je zamenjava filtrov 100 €. V pasivnih hišah je vgrajena napa, ki ima samo oglen filter, ves zrak se pa vrača nazaj v prostor. Marsikdo se boji, da se zaradi tega bojo zadržale vonjave pri kuhanju v samem objektu. Iz prakse povem, da je prezračevanje tako zelo učinkovito, da dejansko so vonjave po kuhanju zelo hitro odpravljene iz hiše. Prej bi rekla, da se mi dogaja problem, da ko pečem piškote, več ne diši lepo po hiši. Cene centralnega sistema prezračevanja se pa gibljajo tam nekje od 8.000 € navzgor. Za lastniki, ki se odločajo za vgradnjo takih naprav v stavbe, lahko pri Ekoskladu kandidirajo na razpisu za nepovratna sredstva in tudi za pridobitev ugodnega kredita. Višina nepovratne spodbude je omejena na 20% priznanih stroškov naložbe, kar predstavlja kar en, dobršen del same naložbe. Vkolikor pa lastniki se odločajo za celovito prenovo stavbe ali pa za novogradnjo v pasivnem standardu po zahtevah Ekosklada, pa je vgradnja centralnega sistema prezračevanja obvezen sestavni del celotne investicije. Tehnične podrobnosti o teh sistemih, kakor tudi o načinu pridobitve nepovratnih sredstev, lahko investitorji dobijo v svetovalnih pisarnah mreže En svet, ki deluje pod okriljem Ekosklada. Teh pisarn je po Sloveniji preko 50.
Tukaj bodo investitorji dobili neodvisne informacije o samem načinu gradnje, načinu vlaganja vlog, kakor tudi o sami višini možnih nepovratnih spodbud. Vabim vas, da nas še naprej spremljate na našem Facebook profilu TV Ambienti in na spletni strani www.tvambienti.si. Imejte se lepo, uživajte, privoščite si kakšno dišečo kopel in ne pozabite spet na nas prihodnji teden, ko si bomo ogledali navdihujoč okrasni vrt v Prlekiji, ki se razprostira v 2 nivojih, vprašali arhitekta, kaj je pomembno pri načrtovanju kopalnice in izvedeli, kako je lahko v kavarniškem videzu opremljeno stanovanje.